Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Tokrat gostimo zelo zanimivega, izjemnega gosta, rednega profesorja, doktorja Urbana Kordeša, ki je v bistvu znanstvenik, nevroznanstvenik, ki v bistvu raziskuje zavest, vse procese, ki se dogajajo, torej diplomiral je iz teoretske fizike in magistriral, doktoriral iz filozofije na področju kognitivne nevroznanosti. Na Univerzi v Ljubljani vodi študij kognitivne znanosti in seveda tudi Center za raziskovanje doživljanja Observatorij Urban. Lepo pozdravljen v naši oddaji. Bravo. Kako si? Kar v redu, kar fajn. Ja. Malo me moti tole vreme, ker smo že upali, da bo poletje, zdaj pa je spet malo hladno. Tako ne. Ampak v redu. Drugač gre. Gre nekako, ja. Probamo semester k koncu pripeljati, študenti so utrujeni. Mi si ne smemo biti, profesori si ne smemo privoščiti biti utrujeni, zato da še zdržimo nekako tisti zadnji mesec, ko je največ se predava, takrat najbolj intenzivno je, ampak vidim pa, da študenti pa že malo so, že jih matra. Bi radi malo premora. Bi radi malo premora, se jih razumem. Ja, definitivno. Torej zavest, mogoče začnemo kar s to temo. Kaj sploh je zavest, recimo? Kaj bi nam lahko povedal tako nekako? Bolj mogoče poljudno ali pa tako, da se da. Mogoče najbolj zanimiva stvar o zavesti je, v znanosti si to lahko privoščimo raziskovati zadnjih 15-20 let. Če si v znanstven članek pred 25 ali pa nazaj leti napisal zavest, so ti to črtali ven. To ni obstajalo. Kljub temu, da je to stvar, ki je najbolj intimno povezana z našim življenjem. Zavest je edino, v kar ne moramo dvomiti. Torej, že to, da se sprašujemo, kaj je zavest, to je to, v čemer plavamo vsak dan. To je to, kar smo. Zavest ni neki zunaj, ne rabimo, jaz recimo, če se ukvarjam z raziskovanjem zavesti, ne rabim laboratorija narediti in enih posebnih naprav, jaz se sam lahko zazrem v svojo notranjost in imam stik z zavestjo. Torej, to je lepota raziskovanja zavesti, da imaš laboratorij vedno pri sebi. Torej, zavest je nekaj, kar je skozi nam na voljo, ne samo, da nam je na voljo, mi smo zavest. Ampak en zanimiv del zavesti je narejen tako, da sama sebe prikriva. Da smo veliko bolj zainteresirani za oblike, ki se kažejo v zavesti, torej večinoma svet, ti, tele kozarci tukaj in tako naprej. Recimo, ko razmišljam, če bi te vprašal, a se spomniš, ko si malo prej nekaj razmišljal, če recimo, da se spomniš, bi zelo lahko mi povedal, kaj si razmišljal. Kako pa se je to kazalo v tvoji zavesti, pa se noben ne spomne, noben ne ve, noben ne zna pogledati tega, zato ker se zavest skriva nam skozi. Tako da jaz razumem, zakaj znanost ni hotela zagrabiti toliko dolg časa, dokler ni postala res nujno za to, da bi lahko naprej možgane in to raziskovali, smo se izogibali, zato ker je tako izmuzljiva, zato ker je skozi tukaj nekaj najbolj očitnega, ampak kljub temu nevidna. Če bi me kdo vprašal, kje si zdaj, kaj se dogaja, bi znal odgovoriti, bi rekel, v studiu, pogovarjam se s prijaznim zdravnikom in tako naprej. Če bi pa rekel, kako to doživljaš, pa ne bi znal tega povedati. Mogoče kakšna čustva bi še znal, ostalo pa ne. Pozabljam, da to ni kozarec, ampak da je to ena moje doživljanje kozarca. Ne rečem, da obstaja tam zunaj res nek kozarec, prosim, to ni. Ampak vse, kar jaz imam dostop, je moja doživljanje, različne vrste doživljanja. Moje doživljanje telesa, moje doživljanje občutka sebe, ki se, recimo, če gremo v meditacijo, se potem to občutje sebi, jaz pa svet se včasih raztopita nekam. Moje doživljanje studija, to so vse doživljanja. Samo mi pozabimo, da je to doživljanje, mi kar rečemo studio. Torej, zavest je nekaj, kar je skozi tle, v katero smo potopljeni, hkrati pa nam je nevidna na nek način. Ena taka stalna spremljevalka, ki pa nekako je zelo skromna in se ne kaže rada. Torej, naslov najine oddaje sva dala, ko mislim, da hodim po svetu, v resnici plavam v oceanu zavesti. Super. Ja, točno to. Kaj bi rekel mogoče na to temo? To je točno to, kar sem zdaj rekel. Jaz imam tak občutek, da kar je res pomembno, so stvari. In jaz ne rečem, prosim, da niso pomembne stvari, stvari so zelo pomembne. Ampak jaz vem, da te stvari so zato, ker, torej, vidite, vem,
Ko rečem vem, to je en del zavesti, ali pa mislim, da so, ali pa doživljam, da so, ali pa čutim, da so, vidim, da so. To so vse besede, ki odražajo vrste zavesti. Videnje, slišanje, doživljanje, čutenje in tako naprej. In to pozabljamo. Pozabljamo, da ves čas, ne glede na to, ali se sprehajam po ulici, ali sanjam, ali meditiram, ali vzamem psihadelike, ali gradim hišo, ves čas plavam v enem oceanu zavezanja. Ko neham plavati, sem brez zavesti, to je konc. Tako da tudi v sanjah plavam v oceanu. Smo v različnih stanjih zavesti. Ja, tako, različna stanja so. Kakšna so ta stanja? Mogoče višja stanja zavesti, mogoče kako zdaj nevroznanost to in mogoče kvantna fizika raziskuje, kaj zdaj govori o tem. Ko mistiki, duhovni modreci recimo tisočletja govorijo o nekih stanjih enosti, samospoznaje. Kako zdaj lahko znanost to dokaže, mogoče ali uvrže? Znanost ničesar ne zna dokazati. To je zelo pomembno, da razumemo. Znanost ima neke, se odloči nekaj raziskovati, potem si najde neke načine, kako to meriti ali pa opazovati, če se ne da meriti. In potem imamo ene hipoteze, kjer probamo reči, aha, tole je pa zaradi tega, torej nekaj vzročnost probamo najti. In potem preverimo to hipotezo, ampak to še ne pomeni, da nismo jo dokazali. Kar mogoče bom zdaj nekaj v znanosti povedal, če dovoliš. Bistvena stvar znanosti ni to, kar vemo. Znanost še ogromno, recimo znanost res je na začetku, torej jaz se ne bi želel pretvarjati, da zdaj že mi res kaj dobro razumem. Ampak kar je lepota znanosti in tukaj se znanost odlikuje tudi pred duhovnimi smermi, duhovnimi šolami in tako naprej. Lepota znanosti je, da ima eno zanko samo preverjanja vgrajeno not. Torej, če bom jaz zdaj rekel nekaj, mi smo pa tole zmerili, mi pa zdaj nekaj vemo o zavesti, naloga mojih kolegov ni, da reče bravo, naloga mojih kolegov je, da probajo raztrgati mojo teorijo. To je lepota v znanosti. Ovreči. Torej, lepota v znanosti je, da mi skozi pričakujemo, da se motimo. To so bili tudi problemi, ko je bil COVID, pa to, ko je politik rekel, zaupajmo znanosti. Če bi res zaupal znanosti, bi vedel, da ja, to je zdaj mogoče bila res najboljša hipoteza, ampak ta hipoteza se bo jutri spremenila, če je znanost dobra. Pokazalo, kako so spreminjali in se je vse spremenilo. Ja. In če bi razumeli znanost, bi rekli, to je v redu, sam politik bi moral drugače, jaz nisem toliko slovenskega spremljal scene, ampak v Angliji, kjer je ena res fantastična oziroma organizacija, ki spremlja in dela modele tega razširjanja smrtnosti in tako naprej. In so seveda čist svalili, ampak to ne pomeni, da so slabi znanstveniki. To samo pomeni, da mogoče pa ni dobro reči, to je zdaj resnica. To je bil njihov najboljši poskus in v sekundi, ko se je videlo, da je ta poskus napačen, bi bilo treba odreagirati, ne pa ustrajati, pa probati zagovarjati to in tako naprej. In isto je na raziskovanju zavesti. Torej zavest, kot še enkrat, je šele vstopila v znanost. Ampak vstopila je pa skozi velika vrata. Torej ogromno ljudi se zdaj ukvarja. Nevroznanstvenik, jaz nisem ravno nevroznanstvenik, to moram povedati, pač probam združevati nevroznanost, psihologijo, umetno inteligenco, filozofijo in tako naprej. To je ena od delčkov. In nevroznanost, ampak nevroznanost zdaj na veliko se zanima zavest. Imamo ogromno enih teorij. Ne bi zdaj želel povedati, kjera je zmagala, ker še nobena ni. Teorije so zelo nasprotne, recimo eni bi rekli, zavest je nekje v možganih, ali pa moč celo v nekem posebnem delu možganov, caudatus je en del možganov, ki je tak kandidat. Ampak te teorije so mogoče zdaj že malo pozabljene ali pa malo manj aktualne. Bolj seksi teorije trenutno so, da rečejo, zavest je v možganih, ampak se zgodi, ko se sinhronizirajo na prav način možgani, ko se nekako znajo med sabo pogovarjati. To je to. Pol pa imamo še bolj eksotične teorije, kvantno-mehanske, kjer pa pravimo, ja, saj mogoče, da je nekje znotraj glave, ampak v bistvu je to na kvantnem nivoju, torej na najmanjšem fizikalnem nivoju. Tam so eni procesi, ki so zelo čudni, ki so hecni procesi, ki jih ne razumemo čisto dobro, ali pa tudi, v bistvu jih razumemo zelo dobro, ampak če probamo o njih razmišljati, je to vse toliko noro. In podobno je, če razmišljamo o zavesti, je tudi nenavadna žival zavest.
In zato imamo recimo Roger Penrose, ki je dobil Nobelovo lani nagrado, on pravi, ne, zavest je na kvantnem, na mikro nivoju. Ne. Pol pa še ena bolj filozofska teorija zavesti, ki je pa zadnje čase med znanstveniki zelo moderna, to pa je panpsihizem, ki pa prav, zdaj bom jaz to malo po svoje povedal, ampak mi smo samo neke antene za zavest, da zavest ni v glavu. Ampak da mi imamo eno tako napravo, tako kot radio, recimo je naprava za neke elektromagnetne valove, ujet, ki so v zraku, ampak jado jih ujame, pa iz njih naredi nek zvok. Tako pa imamo mi, zavest je povsod in možgani pa ujamejo nekako, ali pa mogoče ne možgani, mogoče srce, mogoče celo telo ujame to zavest in mi smo samo priključeni na neko kozmično zavest. To je pa panpsihizem, ki zveni zelo tako odštekano, ampak ogromno sodobnih znanstvenikov se podpiše pod panpsihizem. Ja, to jaz tako doživljam, no, tudi v svojih meditacijah, da smo res ta neskončna zavest, da smo povsod. To je zelo pogosta izkušnja. Imamo v Izraelu en laboratorij, ene Avive Berković-Ohana, čudovite znanstvenice, ki točno to dela, ki daje ljudi, ki so zelo že advanced, ki so že zelo napredni meditatorji, jih da noter v te skenerje. In pol jim reče, zdaj pa pete v to stanje meditacije in merijo, kaj se zgodi v možganih, ko se ta občutek jaza zlije z vesoljem. Tako da to se zdaj že dela, to je resna znanost počne take nore stvari. Smo imeli tudi profesor dr. Metko Ravnik, ki je Metka je mogoče prvo neuro, ali pa ona ni neuro, ona je bolj se z genetiko ukvarja. Molekularna genetika, epigenetika. Tako, in je pokazala, da se genska ekspresija zelo spremeni v meditaciji. Ona je tudi ena od pionirk tega pri nas. Izjemna duša, bom rekel. Odlično. Bova midva nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost, redni profesor dr. Urban Kordež. Ja, Urban, kaj pa ta double slit experiment je že znana, ne? Dolgo število let. Jaz mislim, da v tem filmu What the Bleep Do We Know je bil pred leti zelo popularen. So ga predstavili, ne? Da naša zavest, naše opazovanje vpliva na rezultat, da je neki delec, da je nekje konkretiziran ali je val, kot recimo v kvantni superpoziciji, lahko na 3000 lokacij istočasno. Mogoče kakšna beseda na to. Ja. Torej dvojna reža, eksperiment z dvojno režo, to je že zelo star eksperiment. Že tam na začetku kvantne mehanike, to je recimo 1920, torej 100 let nazaj, recimo že skoraj, so se ti očetje Bohr in tudi Einstein, ki je v bistvu skoraj soodgovoren za kvantno mehaniko, so se zavedali, da tukaj se pa dogaja nekaj zelo čudnega. Da tole pa ni normalna fizika, ki smo si jo do takrat lahko predstavljali kot neke biljardne krogle, kjer ena od drugo rukne, vse se zgodi na dotik in tako naprej. Tukaj je pa zdaj nekaj nenavadnega. In ta eksperiment z dvojno režo je nekako dokončno razbil vse upe in Einstein sive lase delal, in še nekaj drugih eksperimentov, ki so pokazali, da pri kvantni mehaniki so pa drugačna pravila. Torej na tem najbolj osnovnem nivoju realnosti se stvari zelo spremenijo. Niso take, kot smo jih navajeni v tem vsakodnevnem klasičnem realnosti. Gremo na subatomski nivo. Ja, torej na nekem nivoju pridemo in pač seveda kvantni mehaniki bi rekli, to je povsod. Sam tukaj se nekako popovprečijo stvari in veljajo zakoni, ki jih mi poznamo. Ta Newtonova fizika. Torej, ja, Newtonova fizika. Torej recimo v Newtonovi fiziki si ne moremo predstavljati, da bi jaz zdaj se slučajno premaknil naenkrat za 2 metra v desno ali pa v levo. V kvantni mehaniki pa je to sicer zelo malo verjetno, ampak ni pa nemogoče. Tam je vse mogoče, ne? Ni vse, ni vse mogoče. Kvantna mehanika je izjemno natančna teorija. Imaš od zadaj formalizem, ki je najbolj natančna merjenja omogoča sploh v fiziki, zdaj verjetno, mogoče kaj motim, ker se ne spremljam vsega, ampak torej ni vse mogoče, ampak mogoče so ene stvari, ki si jih ne moramo predstavljati z našim znanjem v svetu, po drugi strani pa pravila igre so druga. To je najbolj crazy. In ta eksperiment z dvojno režo nam pokaže, da na nek način je rezultat, torej recimo vprašimo se, kje je delc, imamo nek delc. In mi zvemo, kje je delc šele takrat, ko ga pogledamo. Torej, ko rečem pogledamo, ko se meritev.
In recimo, če natančno zmerimo, kje je ta delc, ne moramo hkrati, nikoli ne bomo vedeli, recimo, kakšno kinetično energijo je imel. Torej, eni pari so, ki jih ne moramo hkrati poznati. Pari lastnosti stvari so, ki jih ne moramo nikoli vseh poznati. Če nekaj vemo, zdaj sem ravno gledal en film o enem Ferrariju, ki so ti inženirji Ferrarija so tako slabo naredili, da ima en zaslon in na tem zaslonu je lahko ali koliko hiter greš ali pa kje si, torej GPS. Ne moreš pa obojega vedeti. Ne moreš vedeti hkrati, koliko hiter greš z avtom in kje si. In tako, to je zelo podobno, kar velja v kvantni mehaniki. To je ena stvar, ta eksperiment z dvojno režo pa pokaže tudi to, da mi nikakor ne moramo niti v teoriji vedeti, kje je šel en delc. Lahko, da je šel recimo po desni poti ali pa po levi poti, ne moramo vedeti. Tako da pol je ena teorija, po celem vesolju je razpršen, pa se je pa nekako odločil, da se bo pa tam parkiral nekje na nekem našem ekranu. Od česa je to odvisno? Ja, in 100 let so se ljudje prizadevali najti, recimo dolgo časa, Einstein je bil del tega, smo imeli eno, ki se reče, skrite spremenljivke, smo imeli eno skupino fizikov, ki so rekli, ne, mi sam ne znamo dobro zmeriti. Če bi pa mi res videli, kaj se dogaja, bi pa lahko povedali, kje gre ta delc. Ampak zdaj je skoraj gotovo, da je to napačna pot, da res obstaja ena druga pravila igre tam dol na tem kvantnem nivoju in zdaj, ko rečejo, da rabimo zavest, to ni nujno. Torej, da rabimo zavest, da se delec pokaže. To je tudi ena vrsta šole, ampak fiziki bi rekli, ne, rabimo meritev, kar ni isto kot zavest. Ti lahko meriš z nekim zaslonom in tako naprej. Torej, ampak vseeno, nekako pod preprogo prihaja zavest, od zadaj prihaja zavest noter v te stvari. Če nič druga, opazovalec. Opazovalec postane bistven del. Torej, tisti, ki opazuje z tem, kako opazuje, bistveno določi, kakšni bodo rezultati eksperimenta. In zdaj kar velikemu številu fizikov je to dalo misliti, da to ima torej kvantna mehanika ima neko zvezo z zavestjo. Eni bi rekli, mogoče ne zavestjo, ampak vsaj svobodno voljo. Torej imaš različne šole, zato ker kvantni delci so, ti lahko samo verjetno zračunaš, kje bo, ne moreš natančno vedeti, kje bo pristal. In podobno je svobodno voljo. Ti lahko približno verjetnost veš, kaj bodo ljudje počeli, ampak zdi se, mi imamo to, jaz mislim, da je to iluzija, ampak kakorkoli že občutek, da se lahko svobodno znotraj tega odločamo. In potem imamo ene fizike, ki rečejo, svobodna volja, drugi rečejo, zavest. Ampak karkoli že od tega velja, dejstvo je, da pravila igre, ko opazujemo zavest, pa pravila igre, ko opazujemo kvantni svet, so pa res enaka. Ne glede na to, a je res zavest izvira v kvantem ali ne, to še ne vemo, raziskujemo to. Torej, pravila igre so ta, da ko ti začneš opazovati stvar, recimo kvantni svet ali pa zavest, s tem nekaj narediš. Ti ne moreš kar svoje zavesti opazovati neodvisno. Ti s tem, ko jo opazuješ, jo v bistvu spreminjaš. Torej, ne bi lahko rekli, kreiramo z opazovanjem. Tako, točno to. Mi ne moramo kar biti nepristranski opazovalci. S tem, ko jaz raziskujem zavest, jaz v bistvu konstruiram nekaj. Sej probam tudi videti, kaj je bilo že prej tam, ampak jaz bom gotov s tem, da jaz pogledam, recimo, zelo preprost eksperiment, ki ga lahko takoj naredimo, je opazuj, kako doživljaš recimo svojo levo dlan. In nekaj si opazil, verjetno, če si pogledal. Ampak zdaj te pa lahko vprašam, a je prej si imel to doživljanje? Predno sem te vprašal. Verjetno ne, ali pa je bilo nekaj skrito. Zdaj pa, če bi rekel, zdaj pa greva meditirati in opazuj levo dlan na tak čuječen način, ali pa kaj posebnega projiciraj noter. Torej, moja zavest bo spremenila občutek dlani. In zdaj vprašanje je, koliko daleč to gre. Torej, nekaj naredim jaz zavestjo, vprašanje, in to pa moraš ti vedeti, ker si zdravnik, a lahko je se mogoče fizični kaj spremenim projekcijo zavesti in verjetno bi ti rekel, da ja. Definitivno, se danes veliko znanstvenih študij kaže, da mi spreminjamo, da spreminjamo percepcijo, pogled na svet, svoje čustva, se epigenom spreminja, na izražanje genov se spreminja. Recimo, procesi v celicah so drugačni. In to je po mojem zelo, mislim, problem je, da se tega ne da narediti na eksperimentov znotraj tega na tak isti način, kot jih delamo v medicini, torej dvojno slepi in tako naprej.
Zato, ker na nek način, kar mi tle raziskujemo, je zelo podobno placebo. V medicini je pa placebo tisto, kar se uporablja kot baseline, kot neka osnova. Torej, ne znamo še dobro tega. Jaz ne bi krivil medicine, da se izogiba zavesti. Ne znamo narediti tako eksperimentov, da bi lahko rekli, lej, tole je treba narediti, pa boš ozdravel, ali pa se bo to zgodilo. Ko bomo znali, mislim, da bomo jih naredili. Ne? Torej, to je metodološko zelo težko, ampak je nekaj ful zanimivega tle od zadaj se skriva, nekaj noro zanimivega. Definitivno, ne. Tako da v bistvu tudi ta kvantna povezljivost, ne, ki so dokazali, kar narediš en modelček vpliva na drugega, ogromno kilometrov stran, mogoče kakšna beseda. Ja. Prepletenost, kvantna prepletenost, ne, entanglement. To je tudi ena od teh norih lastnosti kvantnega sveta. Torej, če imaš dva delca, ki jih uspeš preplesti, pol jih pa pošlješ na dva različna konca vesolja, ko boš eno na enem koncu vesolja, torej milijone svetlobnih let recimo v stran, spremenil neko lastnost, bo tisti na drugem koncu vesolja to začutil in se bo tudi spremenil. Ne? To je kvantna prepletenost, kar je nekaj, spet, kar sploh ne znamo mi razmišljati o tem. Ne? Čeprav, ne, prosim, zdaj bom šel zelo daleč, bom zajadral v ene vode, ki si jih mogoče v znanosti ne upamo še zajadrati, ampak imamo pa, vsi pa imamo ta občutek, ne, da smo kdaj pomislili na nekoga, ko je tudi on pomislil na nas ali pa kaj takega. In mi navadno to, če predavamo kognitivno znanost, rečemo, ja, to je naključje, tega se spomniš samo zaradi tega, ker si ugotovil, da se je tudi, torej nekako pojasnimo to z znanim. Ampak imamo nekega gospoda Ruperta Sheldrake'a, ki je bil včasih profesor na Oxfordu, zdaj pa mislim, da je bolj samostojen raziskovalec, večina ga ima za norga, ne, ampak je zelo resen raziskovalec, zelo resne metodološko natančne eksperimente dela, kjer recimo en od teh eksperimentov je, kjer so gledali, kako psi zaznajo, kdaj ljudje pridejo domov. In približno po njegovih ocenah en velik procent psov ve, kdaj bo prišel gospodar, ne da bi bila kakršnakoli fizikalna povezava. Torej, nemogoče, on je tako pač naredil eksperimente, da je bilo nemogoče, da bi pes lahko slišal ga, ali pa da bi recimo vsak dan v isti uri hodil, pa bi bil že navajen, ali pa ne vem kaj. Vse to so dali v oklepaj, pa še vedno imaš ti kar precej velik procent psov, ki recimo 10 minut preden gospodar pride, zaznajo. In na to temo, by the way, je en lep BBC-ev dokumentarc, kjer so probali to, ne, in so snemali, so imeli kamero tam pri psu in res in potem je gospodar čez 10 minut prišel. Tako da, kako je to možno, ne vemo. Ne? Ali pa kako recimo imamo ene zelo preproste stvari, kako golobi vejo, kam morajo leteti. Ne? Vemo, da imajo nek magnetni čutek, kar je že samo po sebi fizikalno crazy, ampak še vedno to čisto ne pojasni, da lahko recimo na ladjo pridejo, ki se premika, kjer imaš ti zgolobnjak, kjer imaš tudi eksperimente. Torej, imamo ene indice, da mogoče je res neka prepletenost tudi na nivoju zavesti, ki pa jih ne znamo se še čisto dobro lotiti. So te izkušnje enosti, te mistične izkušnje, ki jih... Ne, to je pa nekaj, mislim, ne vem, če je to nekaj drugega, ampak to je pa tudi ful zanimivo. Zdaj govorim samo to, da to so izkušnje povezave, ne, neke recimo Jung... Telepatija, recimo, pomisliš nekoga, recimo, Jung je govoril o koincidencah, ne, o nekih neverjetnih sinhronizitetah. Hvala. Ne koincidencah, sinhronicitetah. Hvala. Torej, to je to. To tako malo diši po tem entanglementu. Po drugi strani ta enost, ne, pa tudi ima neke povezave, ne, na različnih področjih. Zdaj nočem vsega, ker recimo zelo smo skeptični, da bi zdaj to rekli, to je kvantna mehanika. Prosim, jaz osebno mislim, da vse teorije trenutne kvantne mehanike niso, kjer zavest prihaja, niso v redu, ne, ali pa še rabijo veliko dela. Dejstvo pa je, da ti recimo metodološka vprašanja so pa zelo podobna in jaz nisem edini, ki to prav. Niels Bohr, ki je oče kvantne mehanike, je že napisal par člankov na to temo, kjer je rekel, on je rekel zavest, on je rekel psihologija, ne, psihologija je zelo podobna kvantni mehaniki. Ne, to je torej 100 let nazaj, ko se je začela kvantna mehanika, je oče kvantne mehanike že to pogruntal. In lahko kasneje še malo o enosti. Ja, bova nadaljevala po kratkem predahu. Tako da nadaljujemo čez nekaj trenutkov.
Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemen gost, redni profesor dr. Urban Kordež. Ja, ostala sva pri tej enosti, ne. Mogoče ta povezava teh duhovnih praks različnih, ne, in pa znanosti. Kako zdaj znanost to v bistvu gleda na to enost? Kako je res vse povezano oziroma kakšna izkušnja iz tega področja? Zanimivo je, da na nek način se kognitivna nevroznanost, ne da bi to hotela, se zelo strinja z ugotovitvami, enimi ugotovitvami meditatorjev in ljudi, ki raziskujejo svojo zavest od znotraj. Namreč ta občutek sebstva, torej da jaz sem nekaj posebnega, da jaz sem neka entiteta, tega mi ne najdemo v možganih. Tega v možganih ni enega centra, to je pa zdaj self, sebstvo. Tako da na nek način se strinja, rečemo kognitivna psihologija, kognitivna nevroznanost, se strinja na tem nivoju z ugotovitvami, rečemo, teh ljudi, ki so se razsvetlili, ki rečejo, moj jaz ni več obstajal, jaz sem se čutil sam del vsega. Na nek način bi rekel, da znanost je zelo blizu temu. Sam seveda ena stvar je, da ti teoretično rečeš, ja, saj res, saj te res ni, to je samo neka forma, ki jo ti, iluzija, forma, v katero ti verjameš, ampak druga stvar je pa to res vedeti, notranje vedeti, tako da o tem pa znanost še ve, kako bi do tega pripeljali. Čeprav se eni igrajo s nekimi čeladami, kjer pa električno stimulirajo možgane, da ljudje dobijo hec, ampak to je bolj, se mi zdi, stran pot. Tako da na nek način je tle neka povezava, kar je mogoče zelo pomembno in jaz to skozi vpijem, ko poročam o svojih raziskavah, pa je zelo težko sprejeti mnogim ljudem, ki se ukvarjajo z svojim samoraziskovanjem. To, kar se tebi pokaže, ko meditiraš recimo, ali pa ko vzameš halucinogene ali pa psihadelike, ali pa včasih se zgodijo neverjetne izkušnje same po sebi, si v stiku, moliš v cerkvi in se zgodi. Dihalnimi vajami recimo. Dihalne vaje, grof recimo, in tako. Torej, različne poti so. In recimo, rečemo temu mistična ali pa religiozna izkušnje, velikokrat po teh izkustvih imamo občutek, zdaj pa jaz vem, kako realnost deluje. Kar je mogoče res, ampak to prenesti na vsakdanji svet ni nujno. To ni nujno res. Torej, jaz imam globok občutek, da imam svobodno voljo. Jaz verjamem, da to, da bom zdaj tam vzel malo vodice, je moja odločitev. Torej, ampak, če pa gledam logično ali pa nevrološko, pa v resnici jaz nimam nobene svobodne volje. Je to bi lahko našel neke impulze, ki so se nek potencial v možganih, ki se je sprožil in je potem, ki jaz nisem imel nobene zveze z njim. Torej, eno je, kak je moj občutek in moj občutek je zelo pomembno. Problem je, da znanost je vsa ta leta rekla, to je samo tvoj občutek, to je brez veze. Ne, to je izjemno, to je moje življenje. Moj občutek svobodne volje mene vodi, razen ko sem v eni meditaciji in ga zgubim self, takrat pa tudi nimam občutka, da se jaz kaj odločam. Ampak izven tega pa imam občutek. In isto pa velja tudi za mistična doživetja. Jaz imam lahko občutek, da sem se pogovarjal z nekim bitjem, če sem recimo vzel ayahuasco ali pa kaj takega, ampak to ne pove nujno, da to bitje res obstaja. Lahko da obstaja, lahko da ne, ampak ni pa to dokaz, ker mnogi pridejo iz enega razsvetljenja in reče, zdaj pa jaz vem, kako je. Problem je, tako nastanejo različne religije, zato ker pol eni rečejo, jaz vem, da je tako, drugi vem, da je tako. O tem je že slavni psiholog James pisal pred 120 leti. Ne smemo ekstrapolirati iz svojega izkustva v nekaj, kar velja za vse. Dajmo se zaenkrat zadovoljiti z mojim izkustvom, pa mogoče bomo našli ene skupne lastnosti, ki bojo pa tudi nekaj o svetu povedale. Torej, tukaj je, to je zelo pomembno obe strani. Prvič znanost, da vzame resno izkustvo, ker to je vse, kar imam. Izkušnja je vse, kar je. Tako, izkušnja je vse, kar je. Torej, da rečemo, ne, to je vi, vi gospod, jaz razlagam mojim zdravnikom, kako sem utrujen, to je tvoja izkušnja. Tle na krvi se nič ne vidi, torej si v redu. Ne, moja izkušnja je, da sem ful utrujen, da ne morem se zjutraj vstati. Torej,
nekaj je tlele, nekaj zelo pomembnega je tle. Ja, a sploh objektivni svet obstaja ali je vse naša subjektivna percepcija in mi projiciramo iz naše zavesti, iz naše izkušnje ven v ta svet in doživljamo tako kot drugi? Jaz mislim, da je oboje res. Jaz si zelo težko predstavljam, da objektivni svet ne bi obstajal. Ne. Hkrati pa vem, da je vse, kar imam jaz na voljo, je zavest. Ne. Torej, jaz mislim, da bi morali mi oboj iz obeh strani, vse, ko grem, zdaj bom šel ven, se bom usedel v avto in tako naprej, meni vse govori, da objektivni svet obstaja. Ampak hkrati, če pa dobro razmislim, če gremo eno meditacijsko pozo, pa vidim, da jaz vem to, da jaz to mislim, da jaz to verjamem. Torej, vse to so neke moje vrste doživeti, ne pa realnost. Ne. Tako da jaz verjamem, da obstaja zunanji svet, hkrati pa nimam nobenega zelo močnega dokaza. To je že Descartes pogruntal, ko je rekel, kaj lahko dvomim. Dvomi v vse. Ja, jaz lahko dvomim v to, da obstaja svet. Ampak jaz nimam, zelo dobro je, da verjameš, da obstaja, ko bo šel v trgovino, recimo. Ne? Tako da jaz mislim, da obe strani bi morali se nekako biti bolj skromni. Ne? Jaz lahko odkrijem zelo nore stvari, ko grem v meditacijo, ampak ne bi želel tega drugim ljudem zdaj učiti, da zdaj pa jaz vem, kako njihov svet deluje. Ne? Po drugi strani pa znanost, ne, pa lahko čudovite stvari o tem zunanjem svetu odkrije, ampak da na voljo tega, mislim, na račun tega, pa zdaj bomo rekli, a tisto pa, kar si tam doživljaš, je pa brez veze, jaz mislim, da to je pa kriminal. Ne. Da ogromno enega duševnega zdravja se pokvari zaradi tega. Ne. Torej, obe torej, mistiki ne bi smeli trditi, da zdaj vejo nekaj v realnem svetu in znanstveniki ne bi smeli v nič dajati doživljanja. To je moja nek balans. Balans, poskus balansa. Najti, ne. Ja. Znana je ena taka zgodba, no, da recimo so bili domorodci, ki niso imeli percepcije, da ladje obstajajo. Potem so imeli začeli govoriti, ladje so in so jih postopno začeli videti. Ne. A je to res povezava v možganih, da so te nove nevromreže se vzpostavljale, da so oni videli to percepcijo preko oči? Kaj bi rekel na to temo? To ni zgodba, to je resnična dogodek, to je opis iz dnevnika ladijskega biologa, ki je dnevnike ful natančno pisal pri kapetanu Cooku, ko je potoval okrog, mislim, on ni vedel, kam gre, ampak kapetan Cook je imel, by the way, to je zelo zanimiva misija kapetana Cooka, ker on je, takrat je človeštvo začelo odkrivati pomen radovednega raziskovanja, ker to je bila izjemno draga misija in ves namen je bil, da bi izmerili razdaljo do Sonca. Torej, on je moral iti v Avstralijo pa zmeriti, ko bo šla Venera čez Sonce, pač neke parametre. Ne. Torej, to je bila misija njegova. Ampak on je do Avstralijo je za zahodnega človeka odkril in tako. No, ampak on je imel še veliko astronomov, znanstvenikov, vojakov in tako naprej in enega biologa, ki je pisal. In ko so prišli do Avstralije, so parkirali par 100 metrov od obale in to je ogromna ladja in so bili prepričani, da aboriđini, ki so tam živeli na tem kontinentu, še nikoli niso videli česa takega, ampak oni so se delali, so normalno vsakodnevno živeli, se delali, kot da ne vidijo te ladje. In potem počasi so jo, pa tako kot si rekel, počasi so jo pa vsem in to on začudeno opisuje in ta dogodek je zelo v skladu z sodobnimi teorijami možganov. Ne. Mi imamo zdaj ene sodobne teorije, kako delajo možgani in rečemo, možgani niso aparat za to, da bi videli, kaj je zunaj, ampak so aparat za ugibanje tega, kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku. Ne, in temu rečemo bayesijanski možgani, ne, prediktivno kodiranje. In možgani so po tej teoriji, ki je zdaj zelo priljubljena in meni se zdi zelo pametna, so ena mašina za napovedovanje naslednjega trenutka, ampak napoveduje lahko tisto, kar poznajo. Torej, mi lahko vidimo samo to, kar poznamo. Mi mislimo, da vidimo svet tako, kot je. V resnici vidimo svet tako, kot ga mi pričakujemo. Ker so naši vzorci, ne? Tako, exactly. Kar smo se naučili, ne? Kar smo se naučili. Naše dosedanje izkušnje kreirajo pogled na svet. To danes ta, seveda moderna znanost govori, ne, da mi v bistvu spremenimo percepcije, lahko v bistvu tudi se pozdravimo, dr. Lipton, ne, gotovo ga poznaš, celični biolog je, no, zelo znan, ki v bistvu govori, kako naša percepcija vpliva na izražanje genov, ne. In je dokazal to, ne, reže 67. kloniral celico na Stanfordski univerzi, ne, medicinski fakulteti in je v bistvu dokazal, da so se v različnih okoljih razvile v različne vrste celic, torej samo okolje, ne, je vplivalo, ne, tako kot tukaj okolje vpliva na to, kaj mi vidimo, ne. Ja, ta genetika, zdaj jaz tega ne poznam, ampak obstaja pa en
profesor Noble, Dennis Noble iz, mislim, da Oxforda ali pa Cambridgea, ki zelo podobne stvari zdaj, ravno kar je šla ena njegova knjiga, ki pokaže, kako je okolje ful pomembno, ne, za to, kar smo prej mislili, da je sam genetska nek mehanizem, ki sam po sebi laufa. To je samo en delček. Vemo, da samo par procentov je teh genetskih bolezni sestavljajo epigenetskega izvora. To pomeni, okolje vpliva na to izražanje, stres, toksini, hrana, vse, kar mi doživljamo. Vse živo, Vse živo vpliva na nas. Torej, kaj je zdaj sploh res? Kaj je res? Kar mi doživljamo. Jaz mislim, da je zelo dobro, da vzamemo zares svoje doživljanje. Ampak ne zares v smislu, da rečemo, to nam zdaj poroča o tem, kak je res svet, ampak da ga resno jemljemo, da se pogledamo. Ker po eni strani mnogi rečejo, ja, ne jemljamo me resno, ampak po drugi strani pa jaz se ukvarjam z raziskovanjem doživljanja in vidim, vsi, ki pridejo k meni, ki jim pol pomagam nekako se soočiti s svojim zavestnim svetom, nič ne vejo o tem. Če jaz vprašam ljudi, kako občutite svoj jaz, to meni mi sploh ne zna odgovoriti, kljub temu, da skoro živijo v tem jazu. Tako da jaz bi rekel, zunaj obstoj realnega sveta že itak resno jemljemo, če ga ne, imaš problem. Ampak jaz bi predlagal, da zelo resno jemljemo tudi obstoj svojega doživljanja. Jaz pač moje boge študente matram, da bi to naredili, da bi resno pogledali, da bi verjeli, da bi preverili to, da so zavestna bitja in da bi se zanimali tudi za ta del sveta. In nekaterim se zdi to zanimivo, nekaterim ne. Jaz mislim, da je to precej pomembno in mnoge napredke in v medicini in v nekem zadovoljstvu in razumevanju bi lahko naredili, če bi to bolj resno vzeli. Če ne bi mislili, da je vse se da samo tehnično rešiti. Čeprav mnoge stvari se dajo tehnično rešiti. Ok, mogoče še za zaključek sva pri koncu, kakšna zaključna misel, mogoče karkoli bi želel še predati za naše gledalke, gledalce, glede zavesti, vsega, kar sva govorila. Zdaj, potem, ko sem se pogovarjala, mi je nekako, dialog je v bistvu razmišljanje. Jaz sem zdaj ugotovil, da to je neka srednja pot, ki se meni zdi zelo pomembna. Torej, resno je imati zavest, resno je imati doživljanje. Pogledati, se ozreti malo po svojem doživljanju. Mi imamo vsi nek plašč nevidnosti čez svojo zavest vržen. In potem mnogi, ko začnejo delati, so čisto šokirani, ko se odkrijejo. Meni se zdi, ne rabiš biti meditator, niti treba neke duhovnosti ukvarjati. Samo opazuj, recimo mi zdaj raziskujemo tavanje misli. Vsakodnevno tavanje misli, ko si ubiraš zobe, kaj. In v tem se noben tega ne vidi in potem, ko pa vidijo recimo neki zapiskov tavanja misli, so čisto šokirani. A to sem jaz, to jaz 90% časa za tole porabim. Wow! In iz tega se vidi, kako si konstruiram odnose in svet in vse. Opazovalec, nekaj, da imaš eno kamero, ki te skozi spremlja, opazuje in kaj se dogaja. Ja, mi zdaj probamo narediti, da bi človek malo refleksije dobil do sebe. Probamo pomagati ljudem in nekaj iz tega se v zavesti naročiti in jaz bi to priporočal, če lahko. Super. Skromno. Odlično. Hvala, Urban, za tvoje modrosti, izkušnje, ki si jih predal. Tako da hvala tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, naše oddaje Prebujeno srce Slovenije. Ja, opazujte, raziskujte, mi smo res zavestna bitja in ja, lepo je izkušati to izkušnjo tega življenja. Hvala vam, ker ste, hvala, ker gledate to oddajo in se vidimo prihodnjič.